If you don't get vaccinated, you're antisocial. This is what the Dutch Prime Minister and Health Minister told us. You don't get vaccinated just for yourself, but also for others. You do it for all of society. That's what I said. Today, this turned out to be complete nonsense. In a COVID hearing in the European Parliament, one of the Pfizer directors just admitted to me, at the time of introduction, the vaccine had never been tested on stopping the transmission of the virus. This removes the entire legal basis for the COVID passport. The COVID passport that led to massive institutional discrimination as people lost access to essential parts of society. I find this to be shocking, even criminal. Please watch the video until the end. Voor u, mevrouw Small, heb ik de volgende vraag waar ik een duidelijk antwoord op wil. And I will speak in English so there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. This is scandalous. Millions of people worldwide felt forced to get vaccinated because of the myth that you do it for others. Now this turned out to be a cheap lie. This should be exposed. Please share this video. Claim more than 902,000 lives in the United States. More than 1 million people have now died from COVID-19 in the U.S. Nearly 15 million people around the world have died from the impact of COVID. The number of Americans dying of COVID is once again climbing, up 10% in just the last week. Nearly 350 deaths reported every day. Today, we mark a tragic milestone here in the United States. 1 million COVID deaths. Telling you that COVID causes myocarditis and pericarditis. COVID causes thrombosis. COVID causes myocardial infarction. No, it does not. It is the vaccine-induced injury. Natural immunity is 2,700% superior to anything that can be induced by the vaccine. Dostopnost zdravstvenih storitev, posvet zdravstva na Brdu, 5.9.22, kjer so zanimive stvari povedali. To so stvari, za katere mi ne vemo, za katere nikoli ne slišim. To so stvari, ki se dogajajo v ozadju. In če je kdo poslušal predstavitev zdravstvene reforme, V zdravstvenem domu Žalec sta dva zaposlena izdajala lažna cepilna potrdila. Zato je vodstvo doma zanju izdalo sklep o odstranitvi z delovnega mesta. V zdravstvenem domu Žalec so zaznali nepravilnost pri vnosu podatkov o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb. Direktorica doma Hanna Šuster-Erjavec je o tem seznanila strokovnega vodjo, ki je takoj izvedel izredni interni strokovni nadzor. Ta je potrdil sum hujše kršitve delovnih obveznosti pri dveh zaposlenih sodelavcih z področja zdravstvene nege. Medtem pa celjski kriminalisti sektorja v okviru predkazenskega postopka intenzivno preverjajo dejstva in okoliščine v zvezi z obstojem razlogov za sum storitve več kaznivih dejanj z področja gospodarske kriminalitete, da niti ne omenjamo ogrožanja javnega zdravja. Zaradi tega, ker sem tudi v sodnem sistemu živel v iluziji. Živel sem v tem, kar so mi prodajali mediji 30 let, potem pa pridem na vlado in ugotovim. Glejte, kako bomo izpeljali zdravstveno reformo, se bomo tudi prikupili celi Sloveniji. Ljudem, če boste izpolnili obljubo, absolutno dostopa do javnega zdravstva. Ampak stvari ne počnem zato, da bi se prikupil, ampak jih počnem zato, ker verjamem, da je tako prav. In dokler bom lahko počel stvari, katere verjamem, da so prav, do takrat se ne bom obremenjeval s tem. Komu se prikupim, niti nekomu se zamerim. je pa veliko mesa, veliko vsebine in zanimivih stvari, ki so si jih ljudje povedali. Zdaj bom pa preklopil na prezentacijo. Skratka, zdravstvena reforma se dela že nekaj časa, že 30 let.
A ne? In upam, da jo bomo dočakali še v tem življenju. Kljub temu, poglejte, zdaj vam bom zavrtel en film. Pri nas, kakšno je bilo stanje v času, ko je ta gospod, se ga boste prepoznali, govoril o vseh najlepših stvarih v Sloveniji. Tako lepe besede. V bistvu, Jezus je temu rekel pobeljen grob, ne? Na zunaj je bil, na noter pa gnil. No, in kako se ta zelena, čudovita agenda 2030 udejanja v Sloveniji. Evo, tukaj si bomo pogledali zdajle, kaj je povedal, kako v bistvu to naši politiki to razumejo in v kakšnem svetu oni živijo. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. From the very beginning, Slovenia has been committed to achieving the Sustainable Development Goals identified in the 2030 Agenda for Sustainable Development. 3 years ago, Slovenia was one of the first countries to prepare and adopt its National Development Strategy 2030, which incorporated Sustainable Development Goals in its frame. Slovenia's commitment to transparent and inclusive implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development is also evident from the fact that Slovenia is presenting its voluntary national review on the achievement of goals already for the second time. Slovenia's commitment to sustainable development is demonstrated not only in the political sense. Indeed, our dedication can be observed also in the coordinated action and cooperation of various stakeholders, as well as the adoption of measures through which Slovenia is entering into a new decade of concrete actions in achieving the set goals. Ja, čudovita je ta naša Slovenija s čudovitimi besedami, ampak z eno besedo niso omenjeni mladi ljudje, družine, stanovanja, z eno besedo ni omenjen nikjer človek. Skratka, mi smo orodje, ki uresničujemo njihovo agendo, a ne, čiste vode, lepe planine, delamo vse za njih, poberejo nam zadnji evro in tako naprej. In temu se reče, gledajte, implementacija ciljev trajnostnega razvoja. Tako so si narisali, k temu, kar je gospod povedal, a veste, so dodali še 100 strani knjigo, a ne. To je bilo 2020, ki so to pripravili. In je zanimivo, kako je to vse lepo narisano, kakovostno življenje za vse, potem sistemski pristopi z vključevanjem. Zdaj bodite danes zelo pozorni na besedo vključevanje. Zdaj so vse je trajnostno, vse je treba vključiti, nobenega ne smemo pustiti za seboj, skratka agenda od agende. Ne. To je samo en del iz te knjige. Potem imamo pa naprej spletno izdajo 22, to je pa sveže, gledajte, Andragoški center, tedni vseživljenjskega učenja, andragoško izpopolnjevanje, pol so razni think tanki, študijski krožki. In to vse sponzorira Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ne. Pandemija COVID, ki je izbruhnila po vsem svetu, ne pomeni le globalne zdravstvene krize. So zapisali tlele noter. Veste, kaj so še zapisali? Da gre za krizo, ki vpliva na vse vidike našega življenja. Pa da ne boste mislili, da je Računsko sodišče imuno na to. Malo bomo to obnovili, kaj se je v bistvu dogajalo in se še dogaja. Se pravi, Računsko sodišče po več kot letih brez dokumenta je Vlada Republike Slovenije 17 sprejela krovni, dolgoročni strateško-razvojni dokument. Pa nam je pokvarilo nekaj drugega, ne? Takrat. In sicer COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. We have rung the alarm bell loud and clear. We cannot say this loudly enough, or clearly enough, or often enough. All countries
can still change the course of this pandemic. Some countries are struggling with a lack of capacity. Some countries are struggling with a lack of resources. Some countries are struggling with a lack of resolve. First, prepare and be ready. Lejte, to je bilo, mislim, da 8 do 9 minut, to je samo povzetek tega zvonjenja, oznanjevanja pandemije, ki nam je spremenilo v bistvu življenje, nekaterim na mnogo boljš, nekaterim pa na zelo hudo. In svetovnim voditeljem, kakor vidite na rdečem napisano, je bilo naročeno, naj sprejmejo nujne in agresivne ukrepe, da ustavijo pandemijo COVID-19 v svojih vrstah. Vsi vemo danes, da je to igra, ki je igrana zelo podlo. In tukaj dajte se enkrat zavedati, kakšno moč ima beseda. Ne samo kakšno moč ima, pa zelo pomembno je, komu se beseda reče, komu se beseda da in kdo jo nese naprej. In potem pride rezultat v dejanja. Dejanja so pa lahko tudi takšna, da povzročijo smrt. Ali pa boljše življenje. Odvisno od nas, kaj si izberemo. To je tako odzvanjalo v svetu, a ne? Da si pogledamo, kako je to zvonilo recimo v Avstraliji, kaj so povedali. Takoj tisti dan oziroma en dan po objavi tega so povedali tole. McIntyre is the head of the biosecurity program at the University of New South Wales Kirby Institute. Professor, how would you say the containment efforts are going in Australia so far? I think they've gone very well because decisions have been taken pretty rapidly. For example, with the first travel ban on February the 1st, things have been evaluated as the situation has unfolded. And the necessary expansion of the health system support that needs to happen has just been announced. You wrote in a journal article this month that countries everywhere will need to make a choice between the economic and the public health consequences of COVID-19. What does that mean, and what does that kind of choice entail in practice? So the social distancing measures that we need to take for public health control of a disease for which we don't yet have a vaccine do have an economic price. So that includes the travel restrictions, school closures, anything where you're stopping people doing the normal things that they do in their life, stopping trade and travel and tourism is going to have an economic consequence. And, you know, in the medium term, we use these measures to try to delay the peak of the epidemic and to reduce the total number of cases. But at some point, you know, people will have to make decisions about whether to lift certain travel bans, whether to open schools, for example, if they've been closed, and so on. Marca bo seveda 3 leta od tega, kar se je to oznanjalo. Kako so imeli že vse naštudirano, vse so vedeli. Edini problem je bil pri socialni distanci ali fizični distanci, niso vedeli, kako reči, so se zelo lovili, ker socialna distanca je v računalniku in druženju, fizična distanca je pa nekaj drugega. Se spomnite, so nam tudi doma hoteli v sobe zapreti posebej, pa kontrolirati, pa če imamo maske doma gor in tako naprej. Tako daleč so šle te stvari in hvala Bogu, da temu ni več tako. Meni je to zelo boleče poslušati nazaj, ampak sem se ogromno naučil. In tukaj boste videli zdajle pa slovensko, tako da boste videli, kako zdravstvo funkcionira za naprej in si bomo to zapomnili. In tukaj so pač tega našega mladeniča potunkali noter, ne? In on je to naredil, zapustil ladjo in potem je prišel pač naš doktor Janša, ne? No, poglejmo, kaj je povedal takrat. Zato on je že vse naprej, so mu povedali, napisali scenarij, potem je pa šel, je zapustil vlado. Lepo pozdravljeni na zadnji tiskovni konferenci po seji vlade. Danes smo imeli zadnjo sejo vlade, na kateri smo obravnavali nekaj tekočih tem, zlasti pa smo obravnavali situacijo v zvezi s koronavirusom. Namreč imamo podatke o novih okužbah, tako da je Nacionalni inštitut za javno zdravje
že poslal predlog, da se v Sloveniji zaradi lažjega spopadanja s novim virusom, s celotno situacijo, kot sem povedal že pred dnevi, da se aktivira civilna zaščita, da se aktivirajo sistemi in podsistemi, to pa pomeni, da bomo uradno razglasili epidemijo. Mi jo moramo razglasiti zaradi lažjega dela na terenu. Civilna zaščita v bistvu že sedaj dela, funkcionira, s to uredbo o epidemiji pa bo dobila še formalno pravno podlago za to, da bo lahko izvajala svoje naloge nemoteno. Danes smo tudi sklenili, da se s ponedeljkom zapirajo vzgojno-varstvene ustanove. Ministrstvi za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje in šport sta že v fazi priprav na to. Moram povedati tudi, da slišimo seveda očitke, da je zadeva prepozna, da bi morali tako, da bi morali drugače, vendar tudi pri tem ukrepu se oziramo na razširjanje virusa tudi v soseščini in tudi Avstrija je dala odredbo, da se del vzgojno-izobraževalnih ustanov zapre v ponedeljek, del pa v sredo. Tako da tukaj tudi spet ukrepamo sorazmerno. Mi bomo vse zaprli že v ponedeljek, moram pa vendarle v tej situaciji biti tudi nekoliko razumski in povedati prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije, da zapiranje šol pomeni tudi posledice. Ja, no, zadeve je pač povedal, kakor je povedal, te stranke več ni, ne, oziroma se je razpadla in inkorporirala v neko drugo. Vse se ve zakaj. Takrat, ko je bil predsednik vlade Marjan Šarec poudaril, da je vlada sprejela pač vrsto ukrepov, ki so bili primerni in pravočasni po njegovem mnenju. In glejte, zelo uspešno je potem reševal naslednik, a ne. Epidemija bo za območje celotne Slovenije razglašena najprej za 14 dni, pa za en teden, pa za 14 dni, potem za 30 dni, potem so jo preklicali, ampak boste videli, danes vam bom pokazal naše zdravstvo in naša politika, oni še vedno živijo v epidemiji v njihovih glavah. Jaz sem bil presenečen, ko sem to danes slišal. A ne? Tako je bilo 12. marca in je trajalo do konca maja. A ne? Takrat je bilo v bolnišnicah 17 ljudi, od 2 milijonov zaradi 17 ljudi. A ne? Ko je bilo pa v bolnišnici 870 ljudi, pa nobenega otroka v šoli ali pa en pa po dva, takrat pa ni bila epidemija 2019 na 20. Potem je ta sveti gospod dal veljavne ukrepe, česa vse smo se mogli držati, omejevali so nam svobodo, maske so dajali, gibanje, glejte, ora legalis, kot med najhujšo vojno, pouk nadaljavo, ukinitev potniškega prometa, sploh nisi mogel nikamor iti, omejitev gibanja med občinami. Se spomnite, kaj se smo počeli? Začasno prepovedana prodaja blaga, storitev in to. Skratka, skupaj zmoremo se vsi cepiti, ne? A veste, investirali so milijarde in zdaj bo treba tiste cepiva porabiti. To je bilo narejeno z enim namenom, prodati cepiva, pocepiti narod, pol pa ko preživi, ko ne. In tako tudi zdaj se po 2 letih, po 3 letih to zelo vidi. Občutno se vidi. Ni občine v Sloveniji, ki ne širi pokopališča. Pogooglajte, naj vam ne bo žal informacij. Predsednik Janša, predsednik vlade takrat, ki je to naredil, saj tudi zdaj ni nič kaj boljši Golob, se tudi tam rokuje in dela to agendo in se ve, kdo so njegovi vzorniki. Ampak vsaj nasmehne se malo drugače, kot se je Janša. Glejte, povem vam tako, ni mit uresničevanje te agende 2030 in so tako globoko zlezli v to, da jim je to postal cilj, to jim je postal stil življenja, uresničevanje teh 17 ciljev iz novega svetovnega reda, Svetovnega gospodarskega foruma in Svetovne zdravstvene organizacije, večkrat ponovljen na straneh vlade Republike Slovenije. Slovenija je v celoti zavezana vsem 17 ciljem agende 2030, ki je najobsežnejši akcijski načrt do sedaj.
Drage državljanke in državljani, čas je, da vam razkrijem resnico. In da to potrdilo omogoča tudi državam članicam pri zadevah, ki so v nacionalni pristojnosti, da z uporabo tega potrdila živimo in organiziramo marsikaj bistveno bolj svobodno kot brez njega. In da to potrdilo omogoča tudi državam članicam pri zadevah, ki so v nacionalni pristojnosti, da z uporabo tega potrdila živimo in organiziramo marsikaj bistveno bolj svobodno kot brez njega. Ok, a veste, tole ne, je v Evropskem parlamentu dajal gospod Janez Janša poročilo, kako je v Sloveniji, navijal je za ta potrdila. Očitno je človek, ki mu je všeč, da je vse pod kontrolo, da za vsakega ve, kje se nahaja, kje kaj pokaže. Problem je bil edino sistem zdravstveni, ki ni bil dodelan, ker računalniki niso delali, baze niso delale. Spomnite se, kako je kar vse neki po svoje laufali. NIJZ po svoje, Ministrstvo za zdravje po svoje, vlada po svoje, zdravniki po svoje. Skratka, država v državi, temu se reče hibridna država. Ne? Na zunaj imamo ustavno ureditev, na znotraj pa mafijo, ki je plačana in dela po svoje. Na zunaj imamo ustavo, na znotraj imamo pa navodila Svetovnega gospodarskega foruma, ki ubija duše, telesa in nam diktira življenja. In tukaj zdaj, kar gledate, glejte, je ta gospa, ki je včeraj predvčerajšnjim povedala, da bo odstopila do konca februarja, vsaj mislim, tam je rekla do 7.2. bo odstopila, je dala izjavo, da je pregorela, da ne zmore več, da je samo človek, je mlada, a ne, 36 let, koliko ima. Ona je odredila karantenska taborišča v Novi Zelandiji na globalističnem poligonu za množično iztrebljanje človeštva. Predstavljajte si 5-milijonsko Novo Zelandijo, ki je po mnenju globalistov Jacinda, a ne, v boju proti koronavirusu pod vodstvom ena izmed najbolj izstopajočih in uspešnih dam. Mučenje ljudi v lastni državi in sejeti medicinski teror, to je nekaj. Tako da vsaka čast, evo, ena muhica je padla. Jaz sem se razveselil, ko sem za to novico slišal. In ko je ta novica prišla ven, smo dosti hitro izvedeli, sem jaz to objavil na Facebooku in seveda so tudi tukaj takoj izvedeli in dr. Janša je tukaj napisal medijska in politična podpora in navija RTV Slovenija, Pop TV, stranka LMŠ, stranka SD, zagotovljeno naprej, če bi bilo potrebno tudi v Sloveniji, kajti Nova Zelandija to močno podpira. Kampe, za zapirati ljudi. Na Twitterju je to zapisal, da daje kot predsednik vlade podporo in da če treba, da bomo tudi in napihuje medije. Poglejte, kakšen človek more to biti, a ne? Glejte, to je neverjetno. Pri vsem tem je ključno vprašanje, kako se je Slovenija ponovno znašla v položaju, da mora zaradi pomanjkanja bolnišničnih zmogljivosti takrat, a vidite tisto sliko od spodaj, za pomoč pri obvladovanju epidemije zaprositi tujino. Jaz se spominjam, sem gledal to sliko obskurno, a veste, poznam tudi ljudi, ki so bili v teh kleteh v bolnicah zmrzovali, to je, se pravi, je bilo takrat 735 oseb s COVID in to je še vedno pol manj kot na vrhuncu, kot smo prej rekli, drugega vala, ki je bil novembra 19. leta, a ne. To je vse prevara, to je finta, to je trošenje denarja, to je kraja denarja. Na zunaj se neki vid, milijarda v žep in gremo. In ljudje so se zgražali, lejte, kaj so tukaj vse pisali. Tlele je ena gospa napisala, pred leti je bilo za gripo samo v UKC prostora, tukaj vidite 780 bolnikov, zdaj pa 280, ne zmore vsa Slovenija. Več ne bom bral, ker je nesmiselno, če hočete si naredite print screen, ampak tukaj je bilo ogromno komentarjev in niti en komentar v prid premijeju. A veste, ljudje nismo nori. Ne? Zdaj to je bila obuditev, glejte, 3 let nekih dogodkov, saj ni bilo vse slabo, vse je bilo lušten doma, pa neč v službo jeti, pa spat, pa vse je bilo lušten. Malo smo se greli, malo smo se objemali, a ne, in tako naprej, ampak, glejte, življenje je vse prej kot to, a ne, ker je treba
delati, treba se je gibati. In omejevanje svobode ni ravno najlepša stvar, da si v enem kurniku tam in čakaš na tisto koruzico in tako naprej, moraš mu pa zlata jajca nositi, ampak to ne gre, če koruze ni. Ok, zdaj pa smo v današnjem času. Da gre za agendo, smo slišali na začetku, da se ta agenda kar ne neha in da se nadaljuje, je to meni zelo boleče. In to so kar eni in isti ljudje. Da se ne zmišljujem, da ti trije ljudje, ki jih zdaj tukaj vidite, to so koalicijski partnerji, vlada in dva koalicijska partnerja, to globalno strategijo od Svetovne zdravstvene organizacije o integriranih zdravstvenih storitvah, osredotočenih na ljudi. Se pravi, zdaj ciljajo direkt na nas, ne še z injekcijami, ampak najprej nas hočejo v kompjuter spraviti, ker ko bomo v kompjuterju, takrat nas bodo pa hoteli imeti. Boste videli, kako to gre. Reforma zdravstva po naročilu WHO, gre za totalno digitalizacijo in poslušajte, kaj je Kljukec povedal. Zdaj pričakujem, da me boste vprašali, če bo Levica zapustila vlado, pa bom odgovoril takole, če bo dogovarjanje izgledalo tako, kot je izgledalo danes, bo Levica zapustila vlado, ampak leta 2030, ko bo naše delo upravljeno. Hvala. Ja, mogo je povedati, da dela agendo, ampak to je povedal na tak način, da bojo oni zapustili leta 2030, ko bo delo dokončano. Podlo, nesramno, ampak ljudje slišijo 2030, pa agenda in tako naprej, reforma zdravstva, ne pove pa naravnost, delamo pa agendi, naročil nam je WHO, dal nam je dokumente, tega nam ne bodo povedali. Zakaj se grejo v tako igro? A lahko tem ljudem človek verjame, da bodo dobro naredili reformo zdravstva? A jim lahko verjamete? Poglejmo naprej. V prvih 100 dneh so se osredotočili na pacienta. Na tem srečanju so podrobneje predstavili spremembe, ki jih prinaša zakon o interventnih ukrepih v zdravstvu. Vse interventno, vse hitro, vse nujno, vse ekspres, speed of science. Do pomladi bi radi dogovorili koncept, v katero smer bodo izpeljali reformo zdravstvenega sistema. No, pa si poglejmo nekaj podrobnosti. Tukaj vidite, zelo sproščeni so ti zdravniki, ministri in tako naprej. A veste kaj, to je posnetek 5. septembra 2022, septembra, 5. september, ki so tle predstavili ukrepe za stabilizacijo. In od 5. septembra do zdajle so rabili do tega januarja, da so pripravili neko reformo, neko časovnico, ali kako temu rečejo. Daniel Bešič je dejal, v 100 dnevih bomo zmogli v kratkem času pripraviti dobro vsebino. Potem pa še, bomo videli, je pa še dr. Alenka Kolar. Včeraj sem govorila z enim od predstojnikov v splošni bolnici Trbovlje in je rekel, 20% ljudi, čeprav smo jih poklicali, ne pride na poseg, za katerega so bili naročeni. Je pa treba, že zdaj se da odjaviti, vem pa, da so občasno izvajalci zelo neodzivni in niti se ne moreš pravočasno odjaviti, jih ne dobiš po telefonu, da bi jim povedal, da te na nek termin ne bo. Še vedno pa ugotavljamo iz teh podatkov, ki jih vidimo, da je veliko napotnic na zalogo, pa na zahtevo pacientov. Tako da pacienti sigurno nosijo tudi določeno odgovornost pri tem, zakaj je tako stanje, kot je. Dr. Alenka Kolar predstavila aktualno situacijo in izzive na področju informatizacije in digitalizacije zdravstva. Torej, Lep pozdrav z moje strani, eno lepo popoldne tle na Gorenjskem. Kolega Šabeder je lepo načel mojo temo, čakalni seznami, jaz bi z njo samo nadaljevala. Zadnje 2 meseca, odkar sem zaposlena na Ministrstvu za zdravje, se ogromno s tem ukvarjam. Pridobila sem veliko podatkov iz NIJZ-ja, pomagali so mi kolegi na NIJZ-ju, ki so te podatke prispevali. Jaz pa sem jih svojim umom za vzorce nekako uspela razvrstiti in ugotoviti, s kakšnimi težavami se lotevamo.
In mogoče točno en mesec nazaj smo imeli prvo tiskovno konferenco na temo čakalnih seznamov. Po tistem sem jaz razposlala programskim hišam, ki skrbijo za čakalne sezname, to, kar smo ugotovili, da so neke napake v sistemih. In pa tam, kjer, bom rekla, jaz osebno poznam vodstva in so se ta vodstva zelo hitro odzvala in popravila te čakalne sezname. Kasneje vam bom pokazala, uspelo nam je v 3 tednih, ko sem naredila primerjavo, za 23.000 pa nekaj znižati številke, ker pač te ljudje ali niso obstajali, ali so bili vrste v preteklosti, ali so celo že umrli. Zdaj, te napake mi je posredoval IT-ovski kolega iz podjetja In2DO, hrvaške firme, ki skrbi pri nas za e-naročanje. Teh napak kot takih mi niso posredovali z NIJZ-ja, NIJZ mi je posredoval čiste, mislim, samo surove podatke. Imeli smo tudi take datume, da se je pošiljalo v čakalne sezname 1.1.1900, to smo odpravili. Imeli smo podvojene številke, pa jih imamo še. Jaz imam petkov seznam vaših napak za pogledati, če želi kdo videti, kako je s tem. Imeli smo, kot sem že rekla, tudi pokojniki so se ponovno pojavljali, nekih 1500 pokojnikov je hodili nenehno v čakalne sezname in bom rekla, pogled laika delali vrste. Zdaj, sem se pa velikokrat vprašala, kdo je v resnici odgovoren za te čakalne sezname. Ko sem sporočila eno tako neugodno številko, negativno zmagovanje na onkološkem mojim sodelavcem, se je strokovna direktorica in IT v bistvu v 3 dneh so rešili tistih 5000 ljudi, ki je hodil v čakalne sezname s preteklimi datumi. Tako sem rekla, jaz te podatke imam, lahko jih imate pa tudi vi. NIJZ je že davno razvil aplikacijo WebBI, kamor lahko dostopajo vaši ljudje in pregledujejo, kaj je v resnici narobe na podatkih, ki jih pošiljate, oziroma kako jih vidi, kako se čakalni seznami vidijo s strani e-naročanja. Mogoče takole smo reševali ginekološko kliniko, res so močno zmanjšali številke v 14 dneh. Tole so pa skupne številke, ki so bile zmanjšane. Če računamo, da je v avgustu toliko ljudi prišlo, kot jih je bilo tudi podelanih v nekih specialističnih ambulantah, je to 23.000 ljudi manj, ki je bilo navidezno v čakalnih vrstah. Naše delo še ni končano, jaz ocenjujem, da je tega še ene 3-krat toliko, takih IT-evskih napak v čakalnih seznamih. Eno vprašanje smo dobili, ki sem si ga posebej zabeležila in ga tlele gor napisala, kdo bo skrbel. Vi boste skrbeli. Skozi WebBI boste skrbeli, da so vaši čakalni seznami pravilni, da tisto, kar vidite vi, vidi tudi NIJZ, vidi tudi e-naročanje. Vi ste odgovorni in jaz tle sem poudarila, odgovornost ni krivda. Samo odgovornost morate prevzeti, da probate ščistiti čim več s pomočjo programerskih hiš, ki to obvladajo, ki so to ponekod že ščistile in da pridemo dejansko do številke, koliko ljudi čaka, ker je zdravnikov ali pa aparatur premalo, ne da gre za neke IT-evske napake. Najprej k besedi vabim ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Bodite pozorni, kaj bo povedal. Bodite pozorni, kaj bo zdaj povedal. Ja, lep pozdrav v mojem imenu, spoštovane in spoštovani. Mi smo naredili nekaj, kar niso še naredili pred nami. V 100 dnevih vam bomo pokazali, kako želimo pacienta postaviti na prvo mesto v našem sistemu. A ste dobro poslušali? Mi smo naredili, kar vam bomo v 100 dnevih pokazali. Za pacienta, za človeka. To je že dolgo časa vse fertik, to že dolgo časa vse čaka, ampak zakaj? Zato, ker niso to oni naredili, ker to so dobili na mizo, ko jih je, ko ga je vprašala novinarka Dela na včerajšnji predstavitvi, kdo je avtor projekta, je rekel, vsi na ministrstvu, pa vsi sekretarji, pa vsi smo delali en mesec, noč pa dan tekli z nas, da smo to naredili, za tisto uro, kar je predstavljal tistih, ne vem, 62 ali 63 slajdov, ki jih je naredil, je cela hiša, celo ministrstvo delalo. Zanimivo je to zdravstvo postalo, predvsem zaradi tega, ker je tukaj en članek,
Zdaj ne vem, če vidite, kdaj je to bilo, 29.12.22, a ne? To je en mesec nazaj, a ne? Davčni strokovnjak ve, a ne, ve, kje in kako se z denarjem dela, odpira nov medicinski center, zato ker ga skrbi, a ne, kje bo v krizi našel zdravnike. Torej, on ve, da se pripravlja kriza. Če kdo on ve, ker je v taki službi, ima informacije, pretok informacije pri njem bistveno višji, kakor pri nas, ki moramo to zaznavati, brskati in iskati. Tudi ve, kje je doma denar, a ne, glejte, to ste verjetno opazili na Slovenija 1, kako je Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije povezan, a ne, kako je to vse lepo, ta hobotnica, rečemo temu, a ne, sodelavci, zunanji sodelavci. Mreža, ki jo je v nepregledni hobotnici podružnic in drugih podružnic vzdrževal Zavod in jo še vzdržuje, ampak temu se bliža počasi konec. Če se bodo držali zaveze, besede, če bodo podpisali in se tega držali in vsak teden imeli sestanke in da bo državni zbor potem te zakone, sploh ne vemo, kakšne zakone bodo vsak teden sprejemali, skratka, zdaj bojo reformirali zdravje vsak teden po ne vem kolikrat. Čeprav zavarovalnice zagotavljajo, da bo to vse plačano, da bo vse narejeno, ne glede na to, da je vlada že malo prej pripravila vse uredbo. Daniel je to krasno povedal. Nekaj smo naredili, kar vam bomo čez 100 dni pokazali. Krasen človek. Žal je to šlo v eter, marsikdo tega ni slišal, Mihael je to slišal. Dragi moji, zdravstvena reforma se torej mora zgoditi po vsem tem, kar smo slišali. Mora se zgoditi. Z agendo ali brez agende. Za nas, za naše zdravje. Mora se zgoditi. Dogaja se reforma, bo reforma, tudi je dobro digitalizacija, ker vsak v svojem računalniku in ni pretoka, tudi to je dobro. Bo sprememba na bolje, ne pričakujte pa spremembe na bolje, prej na slabše. Ker ko si enkrat v računalniku in gre tvoj podatek v Evropsko unijo, takrat si za državo samo še podatek. Torej, kar me je presenetilo, ko sem pripravljal to vsebino in tudi vas vprašam, ali veste, da naša država še vedno deluje v okviru epidemije ali pa, če želite, celo pandemije COVID-19? Ali to veste? Ok. To pomeni, da na današnji dan, ko to govorimo, se pogovarjamo, dragi moji, v stanju, ko nas država še vedno obravnava, da smo virusni in nas mora zrihtati, pocepiti. Za uspešno izvedbo projekta COVID-19 za cepljenje pa zdravstvo potrebuje kaj? Reformo. In da je temu tako, si poglejmo zdaj in dobro poslušajte, kaj bo ta gospod povedal, ki je ves navdušen, epidemiološki vodja. Ko vam bomo predstavili ukrepe za zajezitev širjenja in blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju zdravstva. Epidemije COVID-19 na področju zdravstva. K besedi uvodoma vabim državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, magistra Tadeja Osterca. Andreja, najlepša hvala. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je že uvodoma povedala, prehajamo v drugi sklop tega našega popoldanskega druženja. In sicer sklop, ki se dotika epidemije COVID-19. In moja naloga je, da vam nekako predstavim način delovanja, vizijo delovanja, obvladovanja te epidemije, ki je z nami že dobri 2 leti in pol. Jaz mislim, da je povedal vse. Stroka, NIJZ in zdravstveni zavodi so se vsi izkazali kot nečlovekoljubi in tisti, ki govorijo o zdravju, delajo pa ravno obratno. Tako da ima človek včasih občutek, da se ukvarja z neko mafijo, z nekimi lažnivci, z ljudmi, ki so nepošteni v končni fazi, če smem tako reči. A veste, v zvezi s tem, kar smo zdajle govorili in v zvezi z reformo zdravstva oziroma z vsem tem, vsi tisti, ki ste gledali, ste to videli, tisti, ki pa niste, bomo pa zdaj pogledali, kaj premier dr. Golob po njegovih dejanjih, kako se bo zadev lotil, a ne? Tako da, evo, prepustim mnenje vam. 9 je ukrepov,
prioritet, ki jih moramo izpeljati v letošnjem letu. Na prvem mestu je transformacija, preobrazba, celotna preobrazba Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Na prvem mestu. V naslednjih 2 mesecih bomo pripravili predloge, kako ga bomo skozi digitalizacijo korenito spremenili. To je prvi ukrep in glede tega nimamo nobene dileme, kje moramo začeti. Začeti moramo pri glavi. V zdravstveni blagajno se steče 4,5 milijarde evrov denarja strani davkoplačevalcev. Na drugi strani imamo 700 milijonov velik problem absentizma. To so dolge bolniške. Narasel je za 200 milijonov v enem letu. In potem imamo problem dobičkov v zavarovalnicah 60 milijonov. Kdor misli, da bo s 60 milijoni rešil problem, ki je velik 4,5 milijarde, se zelo in bridko moti. Mi se bomo lotili tukaj. Zakaj na teh velikih denarjih? Ker opažamo res nekontrolirane pretoke denarja, ki ne sledijo pacientom, ampak neki svoji logiki, in ker ravno tukaj nameravamo skozi digitalizacijo pripeljati do tega, da bojo podatki o pretokih denarja, o tem, katere storitve pacient dobi za denar, ki ga vplača, postanejo javni. Mi bomo ta sistem odprli ga bomo javnosti. Danes je to neka črna škatla, v katero nihče nima vpogleda. Vsi mislimo, da nekaj vemo o zdravstvu, danes smo se vsi prepričali, da je večina stvari o čem prikritih. Torej, večina stvari je res o čem prikritih, to je stavek, ki bo verjetno še dolgo odmeval in to z razlogom. Ampak, če gremo za 2 stavka nazaj, itak v računalniku je vse prikrito, gre za digitalizacijo. Vse to, o čemer zdaj govorijo, v bistvu so dobili na mizo. Poglejte, tukaj je Svetovna zdravstvena organizacija leta 2022 naredila študijo posledic umetne inteligence in strojnega učenja pri financiranju zdravstva za doseganje univerzalne zdravstvene pokritosti, ugotovitve hitrega pregleda literature, in to zdaj se dobi na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije. Od spodaj imate link, če bi kogar zanimali. Tako da zadeve imajo vse na mizi, vse je določeno, dobili so komando in zato verjetno dobijo tudi visoke denarje in zato se ne kregajo, ker se nimajo zakaj pult, a ne? Ker ne gre za proračun, gre za priliv od drugod. In stvari pač grejo naprej. Tako da, gledajte, posledice umetne inteligence in strojnega učenja ima svoje oblike umetne inteligence, ki temeljijo pač na nekih razpoložljivih, veste, velikih količin podatkov. Večja količina podatkov, lažje jo usmerjajo, večji je izbor in tako naprej. Zmogljivost algoritmov za hitro analizo teh podatkov in njihovo pretvorbo v informacije, zaključke in na koncu v dejanje. Se pravi, informacija, zaključek, dejanja. Če jaz dam moje podatke v računalnik, bo računalnik sam, algoritem naredil neke zaključke, mi bo dal output in jaz se bom mogel tega držati. Brez človeške presoje, brez pogovora, brez dogovora. In ko ste enkrat v računalniku, ko enkrat dobite biometrično osebno izkaznico in se prijavite z geslom, je trenutek, ko se z geslom prijavite v e-upravo ali pa kamorkoli drugače, za vas življenje spremenjeno za večno. Od takrat naprej potrdite podatke, ki so noter, jih povežete z osebno izkaznico, ampak to naredite svobodno, to vas noben ne sili. Vsak naredi prijavo svobodno. Vi dobite geslo, za osebno izkaznico sami zaprosite, podatke, fotografijo, prstne odtise tudi sami date, vas nihče v to ne sili. In sami lezete v računalnik. Zaradi mene lahko tudi na zaslon prelezete, če hočete, tisti, ki hočete. Nihče pa vas ne more prisiliti, da rabite za neko storitev digitalno osebno izkaznico, zato ker to ni v zakonu. V zakonu je, če jo imaš, jo moraš pokazati, če jo nimaš, jo pač ne moreš pokazati, ne? Mora biti tudi alternativa, mora obstajati druga opcija. Ne pa ukaz, ena stvar. Če so dali 3 cepiva, naj dajo še 3 vrste osebnih izkaznic. Analogno, digitalno, ali pa, ko jaz pridem pred njega, sem živa osebna izkaznica. To je najvišja osebna izkaznica. Vas bom nekaj vprašal. S katerim dokumentom ste dali delati prvi potni list ali pa prvo osebno izkaznico?
Z nobenim. A razumete, zakaj gre? Z nobenim dokumentom, vaš obraz, vaša fizična prisotnost. Na licu mesta pred okencem, vi ste osebni izkaz. In ko policaja srečate, pa vam reče osebno, pa vas v oči gleda, a veste, kaj to pomeni? Da bi mu žile prerezal, tipu, oprostite, in vsem tem identifikacijam na meji in tako naprej, pridem na mejo in mi reče, naj se identificiram, pa me v oči gleda. Ok? To zdaj hočejo nas v računalnik spraviti. Razumem, da morajo biti neki zapiski, evidence, pogodbe, ampak drugo so pa stvari, da moram jaz, da je tisti kartonček z mojo sliko več vreden, kakor jaz, ko pridem nekam, moram prečkati mejo, ali pa če se moram bančni račun odpreti, moram dati še več podatkov, moram dati še številko gat, pa povedati, katero barvo štumfov nosim, poleg davčne pa EMŠO in ne vem česa vsega. Zato, da mi pol denar kradejo. Umetna inteligenca je zelo zanimiva stvar. Algoritmi so zdaj tako narejeni, da se učijo. Ali vi verjamete, da se ta algoritem uči? Ja ali ne? Videti morate, ko rečejo umetna inteligenca, da to sploh ne obstaja. Ponavljam, umetna inteligenca je tako ime kot javno zdravje. To je fikcija. A veste, ne obstaja javno zdravje, je pojem, po katerem rečejo, zaradi javnega zdravja moraš nekaj narediti, to je slamnati mož pred tabo. V resnici je pa v ozadju en fafangel, ali ne vem kdo že, ki po radiju reče to in to, ali pa doktor Bejovičeva, ki reče to in to, in ona je neka strokovnjakinja, strokovna skupina, ker je strokovna skupina to rekla, ali pa ona je to rekla sama od sebe, brez strokovne skupine, ker strokovna skupina se je dobivala enkrat na teden, ker niso imeli časa, a ne? Je to taka žalost, je to tak nateg, kar nam počnejo v tej družbi. In vsi ti izrazi, glejte, kjerkoli izraz vzamete, policija vas ne more kaznovati, kaznuje vas z imenom in priimkom policist. Sodišče vam ne more pisati sodišče, če je mrtva pravna oseba. Isto vam umetna inteligenca ne more stvari, če v ozadju je en programer, ki da pogoje noter algoritmu in ti pogoji dajo vedno isti rezultat. Zahtevaš isti rezultat, zdaj pa ali pride do rezultata ali ne, moraš pa imeti veliko podatkov noter. Tako da, tukaj pravijo, da je ML vrsta umetne inteligence, ki temelji na uporabi in analizi podatkov. To je definicija Svetovne zdravstvene organizacije za umetno inteligenco in strojno učenje. Je pa zanimivo, da so 4 vrste učenja umetne inteligence. So algoritmi, ki so usposobljeni za ocenjevanje, oziroma napovedovanje brez človeškega vmešavanja. To je tako imenovano nadzorovano učenje, nenadzorovano učenje, polno nadzorovano učenje in učenje s krepitvijo. To pa pomeni, da vedno več podatkov hoče od tebe, da se krepi. No, toliko o tej umetni inteligenci, pa o teh računalnikih, ki naj bi nam krojili v prihodnosti življenja. Bi vam pa nekaj povedal. To je zdaj tle kategorija strojnega učenja. Pri nadzorovanem učenju s podatki porabljeni so za usposabljanje modela, označeni model pa izpelje funkcijo iz podatkov in tako naprej. Ampak to je nek kompleks, ki ga tukaj ne mislim vam razlagati. Recimo, sami smo preizkusili AI tukaj v centru in zastavili računalniku vprašanje. Dobro, poslušajte. Jaz se ukvarjam tudi z AI, ga gledam, ga proučujem, ga sprašujem, tudi neumnosti. In sem ga vprašal, kako bi ti pameten algoritem, računalnik po časovnem vrstnem redu predlagal izvedbo celostne reforme zdravstvenega stanja v Republiki Sloveniji. Zdaj, njegov odgovor traja 6 minut za prebrati. Ali vas zanima, kaj mi je inteligenca povedala? Ok, če vas zanima, tukaj kimajo. Ne samo, da smo naredili to, da smo mu dali nalogo, kaj naj naredi, to je naredil, ampak je tem tudi to celo prebral, ker smo mu rekli, naj to prebere, ker se nam ne ljubi. Navodila za celotno prenovo oziroma za reformo zdravstvenega sistema, ki je usmerjena k bolniku, pacientu ali, če želite, k človeku. Reforma mora doseči vsakega človeka. Reforma integriranih zdravstvenih storitev, osredotočenih na ljudi,
lahko ustvari pomembne koristi. Vendar pa ne obstaja samo en model integriranih zdravstvenih storitev, osredotočenih na ljudi. Nanje je treba gledati kot na načelo oblikovanja storitev za strategije za izboljšanje dostopa in spodbujanje splošnega zdravstvenega varstva ter primarne oskrbe in oskrbe v skupnosti. Za soočanje s temeljnimi izzivi, s katerimi se soočajo današnji zdravstveni sistemi, strategija predlaga 5 soodvisnih strateških usmeritev, ki jih je treba sprejeti, da bo zagotavljanje zdravstvenih storitev postalo bolj osredotočeno na ljudi in integrirano. Intervencije v posebnih okoliščinah države je treba razviti lokalno in se o njih pogajati. V vsakem posebnem kontekstu bo treba oblikovati in razviti natančno mešanico strategij, ki bodo uporabljene ob upoštevanju lokalnega konteksta, vrednot in preferenc. Naštejmo vseh 5 soodvisnih strateških usmeritev za reformo zdravstva. Časovnica prve usmeritve za celotno reformo zdravstva je vključevanje. Strateške usmeritve vključevanja so pooblastila in vključevanje ljudi z zagotavljanjem priložnosti, veščin in virov. Prizadeva si sprostiti vire skupnosti in posameznikov za ukrepanje na področju zdravja, pooblastiti posameznike, da sprejemajo učinkovite odločitve o svojih lastnih in postanejo soproizvajalci zdravstvenih storitev, hkrati pa omogoči skupnostim, da se aktivno vključijo v soproizvodnjo zdravega okolja. Zagotavljanje storitev oskrbe v partnerstvu z zdravstvenim sektorjem in prispevanje k zdravi javni politiki. Druga usmeritev je krepitev upravljanja in odgovornosti. Strateška usmeritev v drugi točki vključuje krepitev upravljanja in odgovornosti s spodbujanjem preglednosti pri odločanju in ustvarjanjem robustnih sistemov za kolektivno odgovornost ponudnikov zdravstvenih storitev in vodij zdravstvenih sistemov, ki usklajujejo upravljanje, odgovornost in spodbude. Tretja usmeritev je preusmeritev modela oskrbe v prednost storitvam skupnostne oskrbe. Strateška usmeritev pod točko 3 je preusmeritev modela oskrbe, tako da se učinkovite in uspešne zdravstvene storitve kupujejo in zagotavljajo prek modelov oskrbe, ki dajejo prednost storitvam primarne in skupnostne oskrbe ter koprodukciji zdravja. To vključuje prehod od bolnišnične k ambulantni in ambulantni oskrbi ter potrebo po popolnoma integriranem in učinkovitem sistemu napotitev. Zahteva naložbe v celostno oskrbo, vključno s strategijami za promocijo zdravja in preprečevanje slabega zdravja, ki podpirajo zdravje in dobro počutje ljudi. Ustvaril bo nove priložnosti za medsektorsko ukrepanje na ravni skupnosti, da bi obravnavali družbene protokole zdravja in kar najbolje izkoristili redke virov. Vloga več sektorjev na integriran način je še posebej kritična za obvladovanje tveganja za zdravje. Četrta usmeritev je usklajevanje storitev glede na potrebe pacientov in storitve sektorjev. Strateška usmeritev 4 predstavlja usklajevanje storitev glede na potrebe pacientov na vseh ravneh oskrbe, pa tudi spodbujanje dejavnosti za povezovanje različnih ponudnikov zdravstvenih storitev in ustvarjanje učinkovitih mrež med zdravstvenim in drugimi sektorji. Prizadeva si za premagovanje razdrobljenosti pri zagotavljanju oskrbe, ki lahko spodkopava sposobnost zdravstvenih sistemov, da zagotovijo varno, dostopno, visoko kakovostno in stroškovno učinkovito oskrbo, da bi izboljšali oskrbo. Izkušnje in rezultate za ljudi. Vključuje integracijo ključnih funkcij javnega zdravja, vključno z nadzorom, zgodnjim odkrivanjem in hitrim odzivom na nujne primere, v sistem zagotavljanja zdravstvenih storitev za obravnavo nujnih primerov zaradi kakršnekoli nevarnosti, s katero se sooča sistem. Zadnja, 5. točka usmeritev v reformi zdravstva je celostna transformacijska sprememba zdravstvene reforme. Strateška usmeritev v zadnji, 5. točki je ustvarjanje spodbudnega okolja, ki združuje različne deležnike za izvedbo potrebnih transformacijskih sprememb. To vključuje spremembe zakonodajnih okvirov, finančnih ureditev in spodbud ter preusmeritev delovne sile in oblikovanje javnih politik. Reforma zdravstvenih storitev je lahko izziv na več ravneh. Obravnavanje teh izzivov zahteva trajno politično zavezanost, transformacijsko vodstvo, pristope upravljanja sprememb ter mobilizacijo in vključevanje zdravstvenih delavcev in skupnosti. Potrebno bo učinkovito sodelovanje med vsemi zainteresiranimi stranmi v državah ob podpori SZO ter drugih nacionalnih in mednarodnih partnerjev, vključno z razvojnimi organizacijami, skupinami državljanov,
Združenji zdravstvenih delavcev ter akademiki in raziskovalci. Torej, to so zadeve, ki jih ChatGPT, če ga prosiš, seveda napiše v slovenščini. Namreč jaz sem dal vprašanje, to meni angleško, sem rekel, ja, ti ne znaš slovensko, ja, rekel, znam, a ne? Sem rekel, zakaj pa mi v slovenščini napiši, in mi je napisal v slovenščini. In sva se pogajala. Zdaj, glede na napisano, je meni jasno, kdo je v ozadju vseh teh podatkov. Namreč, ko primerjam literaturo od WHO, ko sem poslušal ministrovo predstavitev po točkah, po časovnicah, kaj bo 1, 2, 3, 4, 5 in vseh teh 13 točk, o katerih bomo danes še govorili, in tudi tukaj jih je več, jaz celotne vsebine, ki je še malo daljša, nisem predvajal, ker je to dovolj. Je zanimivo, kako natančno z visokimi besedami, z visoke pojme, kako jih zna računalnik povezovati, in ne samo povezovati, ampak tudi smiselno to povedati, dati v odstavke in celo našteti. Tako da stvari grejo zelo hitro, grejo zelo daleč, lahko jih uporabimo v dobro, lahko jih pa tudi izrabimo ali pa zlorabimo. Jaz za to drugo varianto nisem, sem pa, da je to človeku v pomoč. Sam da vam povem, rekel sem, naj zamenja klimatske spremembe za letne čase in naj kritizira klimatske spremembe, in mi je super tekst napisal, sem debelo gledal. To se pravi, da se igrati, je pa res, ko ga vprašaš določene stvari, ki so v nasprotju z agendo, takrat pa napiše error, ne more več razmišljati, zato ker so avtorji te vsebine in vseh teh algoritmov pač ti ljudje, ki izvajajo to agendo. In je v njihovem interesu, da se dajo rezultati, ki niso škodljivi za zdravje ljudi. Vse ostalo je treba pač blokirati, pa, kako že rečejo, cenzurirati. In če rečeš kaj takega, kakor na Facebooku ali pa kjerkoli, on zmrzne, ali pa ne da odgovora, ali pa reče, da on zato pa ni poklican, da ne more dostopati do podatkov. Toliko o tem, gremo naprej. Večina stvari je o čem prikritih, je rekel dr. Golob, predsednik vlade Republike Slovenije. In javnosti bo predstavljena analiza stanja v zdravstvu, ki bo podlaga za zdravstveno reformo, dragi moji. Ta analiza, ne vem, koliko uporabljajo računalnike, strokovnjaki, pa ministri, pa vsi ti, koliko imajo časa s tem se ukvarjati, koliko poznajo sodobne prijeme in tehnologije, ker eno je, če ti dobiš rešitev v papirju od WHO v prevodu na mizo in to izvajaš, ker imaš besedo, a ne, dobiš navodila, ki jih izvršuješ naprej. Tako da jaz, kolikor razumem, delo ministra je, da je šel pred mikrofon in je povedal svojo prezentacijo, ker vse ostalo samo drug naredi. Vse on ne razume tako nič, ne ve, ne more vedeti celega sistema. Tudi jaz ne morem vedeti, nihče ne more tega. Moraš imeti zaupljive, zanesljive sodelavce, se z njimi pogovarjati, in to ne moreš narediti v enem mesecu, celo državo narediti reformo, to je nemogoče. In ko sem slišal, da so en mesec delali noč pa dan, sem si rekel, to je speed of science, to je tako COVID injekcija, ko bo toliko napak, da bojo naredili reformo samo zato, da se na koncu ne bo nič spremenili. Če ste razumeli, kaj sem povedal, ok, ampak gledajte, reforma je to, kar zdaj na sliki izvajajo. Predstavljajte si mesto z manj gneče. Ali ste že sterilizirani? Juhuhu. Kaj to otrokom sporoča, si se že cepil? To so plakati po mestih, po svetu. Ljudje, zbudimo se. Pa ne samo to, posledica digitalizacije, ki so jo delali na Kitajskem, je pa to. A veste, kateri ljudje so v bistvu oblečeni v te bele obleke? Kdo vse so oblečeni? Po kakšni profili ljudi so tlele noter? Glejte, Kitajska je seveda poskusni zajec in je 10-15 let, kar se teh tehnologij, pa zdravstva in vsega tega tiče, implementacije digitalnih potrdil,
umetne inteligence, strojnega učenja pri financiranju zdravstva za dosego univerzalnega, recimo zdravstvene pokritosti. One Health, eno zdravje, ki ga načrtuje vsaj 10-15 let pred nami. Bog ne daj, da bi jaz kdaj tle v Sloveniji tako obleko na cesti videl. Med pandemijo COVID so morali zdravstveni delavci na Kitajskem med zdravljenjem bolnikom nositi bele zaščitne uniforme, da bi preprečili širjenje virusa. Prebral sem srhljive zgodbe, sem si iz kitajščine prevedel, kar ni problem danes s to umetno inteligenco. Je rekel, da mu je bilo težko 6 ur v tej obleki delati, ampak da je delal sam zato, ker je država mu dala hrano, da je pol nesel domov, ker domači niso mogli ven, da jih je na hrano in da so preživeli. Se pravi, v kakem šahmat poziciji držijo ljudi, da naganja in škodi ljudi in jih cep, zato da domov prinese sendvič in da mu ostane družina zdrava. Ne želimo si te digitalizacije, ki jo počnejo pri nas. Glejte, na Kitajskem so imenovali belo gardo zdravnikov in je dobila svetovni sloves bele uniforme s plavo črto zaradi brutalnega uveljavljanja zapiranja ljudi v Šanghaju. Bela garda je posledica digitalizacije zdravstva na Kitajskem. Jaz vas opozarjam naprej, ker sem te stvari bral, vem, kam peljejo, vem, da grejo države v različnih časovnih obdobjih razvoja nasproti, v zaostanku 10, 15, 20 let, ene države so naprej, ene stojijo zaradi korupcije, ene pa pač vlagajo tam, kar je treba, in je seveda osredotočenje potem tudi drugam. Tako kot zdaj, gledajte tole, ta globalna strategija o storitvah osredotočenih na ljudi, kako se to lepo sliši. Osredotočijo se nas, joj, fino, meni bojo pomagali. Bojo, zelo radi. Zelo radi. Kako lepo se sliši, ni super. Na političnem odru imajo pravico delati, kar hočejo za ljudi in se na ljudi osredotočiti. Kakorkoli že, poglejmo dokument, po katerem dela slovenska vlada zdaj strategijo. To je ta dokument. Jaz sem ga namerno dal že čisto od začetka, da se je vlekel globalna strategija o integriranih zdravstvenih storitvah osredotočenih na ljudi. Takole, da vam povem, malo ali skoraj nič učinka reform zdravstvenega sektorja, zlasti tistih, ki vključujejo široke in sočasne spremembe, lahko so vzporedne, lahko so zaporedne, na strani povpraševanja in ponudbe zdravstvenega sektorja se ne spremeni nič. Zdravnik ostane zdravnik, pacient ostane pacient, vse ostalo se nikjer nič ne vidi in se nič ne spremeni. Nikjer nič. Gre samo za to, kam se denar preusmeri. To so zdaj lobiji, ki se tepejo, kdo bo komu kaj vzel v ozadju. Mi smo pa zdaj v centru, joj, za nas delajo, kako lepo, super. Na strani ponudbe je projekt združeval naložbe v infrastrukturo z izboljšanim, recimo načrtovanjem in upravljanjem, vključno s sistemom napotitve med mestnimi občinskimi zdravstvenimi domovi in okrožnimi bolnišnicami, ter intervencije namenjene izboljšanju učinkovitosti in kakovosti oskrbe, vključno z uvedbo kritičnih protokolov in esencialnih seznamov zdravil. Zdaj, postavlja se vprašanje. Vidite, to je ta dokument, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija naredila že leta 2015. In Slovenija je že 2017 zamujala in so jo opozarjali in akademiki, in zdravniki, in politiki, ampak ne vem, kdo je bil takrat v vladi. Gre za nekaj točk tukaj notri v tej WHO globalni strategiji, in sicer gre za Svetovno zdravstveno organizacijo, je prišla v velik spor, predvsem zaradi svojega financiranja, ker služi gospodarjem korporacij in je pri spodbujanju globalnega zdravja zelo neuspešna. To so lahko glavni razlogi, da države niso šle v to, ko so dobile to na mizo, raje naredile svoj projekt. So dobro stvari mišljene, postavljene, ampak ko pride človeški faktor vmes, takrat se ponavadi vse zalomi. In zdaj gledajte, dajmo tukaj eno vprašanje si postaviti na podlagi tega dokumenta, gremo malo nazaj, zgodovino pogledati,
ali imajo reforme zdravstvenega sektorja predvidene učinke. To je pa zdaj oktober 2005 projekt Svetovne banke, ki je na Kitajskem naredil test. So naredili eksperiment in na podlagi tega eksperimenta je nastal dokument, o katerem smo zdaj govorili. Na koncu, po 10, po 7, po 8 letih, ta projekt se je imenoval Zdravje 8 v provinciji Gansu na Kitajskem. Na strani ponudbe je projekt združeval naložbe v infrastrukturo z izboljšanim načrtovanjem, mesta in ljudi in vsega in bolnic, sistemov napotitve med mestnimi zdravstvenimi domovi in okrožnimi bolnišnicami ter intervencije namenjene izboljšanju učinkovitosti in kakovosti oskrbe, zdravstvene oskrbe. Vključno z uvedbo kliničnih protokolov in seznamov zdravil in vsega, kar pa še zraven. In kaj se je pravzaprav tam potem zgodilo? Zgodilo se je to, da ob tej zdravstveni reformi, generalna zdravstvena reforma je povečala razvoj in uporabo objektov na visoki ravni samo v mestih in v regijah, določenih regijah. Pospešila pa je ta reforma, ki so jo tukaj delali, razpad, propad manjših občinskih klinik in zdravstvenih domov. V deželi, na deželah. S tem je zmanjšala stopnjo imunizacije prebivalstva in zdravstvena reforma se je izkazala za katastrofalno. Zaradi tega, ker so se ravno v tistih predelih, ki niso bili tako lepo oskrbljeni, razvijale kužne bolezni. Toliko vednost. Tako da ta digitalizacija in vse to skupaj, res da je to druga kultura pri nas kot tam, vendar je to en pokazatelj, da se s tem ni zaigrati. No, kako je zdaj v tem dokumentu, ki mišljeno, da je tukaj, glejte, najprej človek v središču, potem družina, skupnost in tako naprej, in socialno, in delo, in hišno, in okolje, in drugo. In potem vsa dežela skupaj. To je koncept, ki ga zdajle tu v Sloveniji uvajajo. Točno po tej sliki, ki jo tlele vidite. Najprej morajo kreirati in omogočiti okolje, da se to sploh da narediti. Računalniški sistemi, pogovori, denar, ljudi, zaveze. Torej, zdaj so se zavezali vlada Roberta Goloba in koalicijske stranke. Kdor se bo zavezal, bo prišel na sestanke, bo informiran, kdor ne. Povabljeno je tudi kakšen znanstvenik. Kdorkoli iz družbe se lahko vključi, saj jaz sem tako razumel, je bilo rečeno. In lahko pri tem kreiranju reforme sodeluje. Ker zdaj je 100 dni poteklo in gospod Loredan je dal to na mizo in zdaj se bo začelo dogajati. Čeprav so to imeli že prej vse, kakor je samo zareklo. Lahko se mu je samo zareklo, lahko je pa pač, podzavestno povedal. Ok, to se pravi, tukaj piše v 12. točki združevati v tej WHO, piše tako, da je treba združevati različne zainteresirane strani za izvedbo potrebnih transformacijskih sprememb, vključuje spremembe zakonodajnih okvirov, finančnih in tako naprej. In kar je najbolj pomembno, obravnavanje teh izzivov zahteva trajno politično zavezanost. Jaz sem danes in včeraj in predvčerajšnji samo politični zavezanosti poslušal, sodelovati drug z drugim in tako naprej. Ok. Glejte, tukaj je dokument, ki vam pove nekaj. Gre na koncev pri zdravstveni obnovi ali pa pri reformi ali pri vsem tem, kar se zdaj igrajo. Veste, kaj je končen namen? Digitalno zdravje. Digitalno zdravje z mano nima nič, oprostite, ampak oni rečejo digitalno zdravje, to, da bo v računalniku moj certifikat, da bomo spet imeli tiste QR kode oziroma v računalniku ali pa potem še kako drugače. In kako lahko to naredijo? Ugotovili so v prvem sešnu s COVID-u, glejte, ni šlo. Se bomo malo prepričali, zakaj ni šlo, boste videli. Da se lahko neka nova stvar uvede, je potrebno staro stvar sesuti, uničiti in omakati. Če hočeš novo hišo, moraš staro odmakniti. Kako jo omakneš? Najprej naredi problem, potres, naredi umetno ali granatov daj v bajto, ali streho dol vrš, pa drž z moč, pa moraš novo bajto narediti. Skratka,
In to je rešitev recimo tukaj v obliki TV in spletnega oglaševanja. Najprej narediš problem, ljudje so panični. Kako se najlažje sesuje zdravstveni sistem v svetu? Z epidemijo, s pandemijo, z uničenjem zdravja ljudi. A ne? Evo, in temu smo bili priča. Zdaj, kako skrbijo za to? Po moje boste presenečeni, ker jaz, ko sem to videl, je pa to, a ne? Je Pfizer in Moderna direktno financiral borbo proti dezinformaciji. Se pravi, vsem, ki so nam blokirali Facebook, YouTube, vsem, ki so nam blokirali stvari, vsem, ki so nam kratili besedo govora, ki niso smeli nič reči. Vse to sponzorira Pfizer. Is brought to you by Pfizer. CBS Health Watch sponsored by Pfizer. Anderson Cooper 360. Brought to you by Pfizer. ABC News Nightline. Brought to you by Pfizer. Making a difference. Brought to you by Pfizer. CNN Tonight. Brought to you by Pfizer. Early Start. Brought to you by Pfizer. Friday night on Aaron Burnett Out Front. Brought to you by Pfizer. This Week with George Stephanopoulos is brought to you by Pfizer. This weather report brought to you by Pfizer. Today's countdown to the royal wedding is brought to you by Pfizer. And now a CBS Sports Update brought to you by Pfizer. Meet the Press Data Download brought to you by Pfizer. This portion of CBS This Morning sponsored by Pfizer. On how to find the hidden sugars in the American family diet. Sponsored by Pfizer. Dobil sliko, a ne? 24. decembra letos smo dobili iz spletnih strani Pfizerjeve dokumente. To je v mojem računalniku. Pfizerjeve dokumente, ki jim je s posodnem nalogu, so povedali, da morajo to objaviti, dati javnosti. Jaz sem to zaznal, to so pol hitro skrili. Sem si vse prenesel v računalnik. To je par tisoč strani. Mene je to zanimalo, malo sem pregledal, videl sem noter stvari, da vam ne govorim, raje ne. Zato, ker tisti, ki ste cepljeni, vam ne prati. Raje ne. In tudi drugače so strahotne stvari. Obstaja na tisoče strani, ne spoznamo se na vse, ni šans, ampak gledajte, marsikaj je tako očitno, da se vidi na kilometr. Nismo edini, ki smo to spregledali. Firma Pfizer je firma, ki bi jo bilo treba nemudoma ukiniti, izbrisati iz površja zemlje, pa tega ne ugotavljam samo jaz ali pa v društvu ali še kdorkoli in vseh teh farmacevtskih firm, ki so v Sloveniji, ki jih je preko 30 v eni zgradbi, nasprot zdravniške zbornice, je to ugotovil še kdo drug. In to je zanimivo, poglejte si tale članek, ste videli, dokumenti vlade in Pfizerja razkrivajo agendo Gatesa in Schwaba za depopulacijo. To piše notar v teh dokumentih. Cepivo proti covidu se uporablja za množično smrt. Piše v dokumentih in za nadzor prebivalstva. Malo vam bom povedal. Enako je v Sloveniji. Vlada dela za naklepno uničenje zdravja ljudi, kar je vidno iz pogodbe s Pfizerjem in s podpisom. Tudi to imam izvirno pogodbo. Notar so napisane vse škodljive posledice. Slovenija je to plačala, vzela in cepila ljudi, silila ljudi, zapirala nas je. Prisiljevala, ljudje so službe izgubljali, otroci v šolo niso mogli, ljudem se je mešali. Tako da vse, kar vam reče prejšnja vlada, ta vlada, kdorkoli od politikov, dragi moji, s figo v žepu. Jaz sem ta članek v ekspoze objavil na svojem Facebooku in sem takoj dobil po 3 minutah enomesečni blok. Stvari pa objavim take, ki so dokumentirane in to boli, resnica zmer boli. In ti ljudje ne prenesajo, da se jih odkrije. In to se lahko zgodi iz več razlogov za take stvari, ko so take poškodbe. Poškodbe srca lahko povzročijo povečanje srčne žilne bolezni, glavni vzrok umrljivosti za te srčne žilne bolezni je pa itak po vsem svetu. To bi lahko povzročilo še več smrti, kljub cepivom, a ne? Kljub temu, da so ljudje cepivo sprejeli. Ok, nič hudega se zgodi. Drugič, poškodba imunskega sistema bi lahko naredila posameznike bolj dovzetne za čisto druge bolezni. Poškodba imunskega sistema se zgodi mimo cepiv. To se lahko zgodi. Poješ kaj takega, se zastrupiš in tako naprej. To tudi prispeva k povečanju umrljivosti.
vendar pa ne nazadnje negativni vplivi cepljenja na plodnost. Plodnost tudi brez cepiva, tudi to prispeva k zmanjšanju prebivalstva. Če bi takšno cepivo razvili in razdelili, bi to lahko vodilo do depopulacije zaradi povečanja umrljivosti in zmanjšanja rodnosti. Nažalost pa se je svet znašel v takem položaju, ko so močne institucije in vlade prisilile milijone ljudi, da so dobili eksperimentalno cepivo proti covidu, ki povzroča vse zgoraj omenjene stvari, ki se lahko zgodijo čisto naravno, ki so tudi tako narejene, zato da cepivo ni krivo, ampak v takšnem obsegu tle cepiva ne moramo izključiti. Žal je tako in je to narejeno notri, to tudi opisano v dokumentih. Zdaj pa tako, uradna poročila vlade in zaupni dokumenti Pfizerja nedvomno dokazujejo, in jaz sem vam pokazal, da jih imam, in sem jih tudi pogledal, sem si vzel čas, zelo malo sem spal zadnje 14 dni. Zato smo vsi priča depopulacije, ki se odvija pred našimi očmi. Vse je skrito, nihče ne govori, koliko jih je na dan umre ljudi v Sloveniji, da je vsaka občina v Sloveniji razširila pokopališče. Vsaka občina, ni občine, ki ne bi razširila pokopališče. Tle kjer sem zraven kliničnega centra, avtomobili samo še vozijo, ne piskajo, tudi sirene več ne prižgejo. Toliko je to pogosto. Glejte, pri prizadevanju za množično cepljenje proti COVID-19 ne gre za boj proti virusu, res ne gre. Naj vam še enkrat to povem, da ne gre, ker to je zdaj vsem jasno, temveč za zmanjšanje svetovne populacije. Tako kot tukaj stojim. In tega ne govorimo, veste, v društvu Belis na pamet. Vse dokumente, sem povedal, smo preučili, pregledali, tisoče in tisoče strani, tako da lahko samo potrdim, kar govorim in tudi pri tem članku. Ampak poglejte, kaj se dogaja. Zdajle je bil zaključek Davosu in kako tisti ljudje, ki so tam, razmišljajo. Evo, tole bo zanimivo. Here at WEF, I believe we're discussing, there's a lot of discussion about what the new world order will be, or how, even in the context of our new Helsinki, how do we work towards that new normative international order that allows us to address our differences and disputes as the civilized world. And I believe perhaps we are at the moment in such a hyper-partisan, hyper-polarized time that we're not going to be able to form. Ljudje božji, super, smo rešeni. Ne bodo mogli. Pravi, malo se jim podira, žalostni so tam, vidim, kako debatirajo. Ne glede na to, da je 2000 letal tja pripeljali, ne glede na vse njihove svetleče kamere, slikanje in besede, pojoče in obljubljajoče, vam bom zdaj povedal nekaj, kar se je zgodilo v Davosu in vam bom povedal, kako morate v svojem življenju marketing delati, učite se od najboljših, ker ti imajo denar in najamejo najboljše marketinške trike in finte in obljube. Primer naložbe v nova cepiva proti tuberkulozi. Ali veste, vprašam vas ponovno, ali veste, da zdaj se COVID umika in bojo naredili tuberkulozo in cepiva razvijajo zdaj proti tuberkulozi, ki bodo vsebinsko povijala enaka kot za COVID, zaradi tega, ker so tle že toliko investirali, da zdaj rečejo, COVID gripa, to zdaj več ni virusa, ne moramo dokazati, ampak gledajte, to je pa 100 let stara bolezen, vsi jo poznajo, to je pa možno pozdraviti, ampak samo z injekcijo. Da ne boste na film dopavali. Sedaj k najnovejšemu primeru WHO, ki išče naložbe v nova cepiva proti tuberkulozi, ravno kar se je zaključilo in želim, da pozorno poslušate, če se le da, kaj bo gospod Tedros vam tukaj povedal, ko so ga vprašali. Tell us what you think at this moment in time. Coming out of the pandemic, thinking about tuberculosis, what are the thoughts that you have? Thank you. I think they have covered many things. Maybe to add a bit, I will follow from what he said. This is the disease of the poor, as Peter said. It's not the problem of the high-income countries. There is one pattern that we see again and again
for instance, if you take just in 2014, Ebola, once it crossed the border to high-income country, the whole world started to get crazy. Just one case. And then fast forward 2018, we were in DRC with Jeremy, and without even crossing anywhere, the whole world was really worried and doing everything to support, to stop it there, to contain it. And then COVID, the same reaction. So when do we stop this behavior? It's only when the rich countries affected that then becomes a serious issue. Why? Unless we stop that, I don't think the TB, with the behavior we have, I agree. I agree that we can make progress. We can defeat TB, but I think that mindset has to change. If it's the problem of a few countries elsewhere, it has to be a global problem. It's a matter of time, but sooner or later, of course, those countries who think that it will not come to them as a problem may come. Even imagine the extreme disease resistance, TB. It's already coming. So I think the world should, helping humanity wherever it is very important because we are one family. But second, if we are really affected by self-interest, then we have what they call enlightened self-interest. So we should do it for our own sake because sooner or later it may come. So globally, of course, that mindset important, but at the national level, I'm really glad, as Minister said, the commitment of Prime Minister Modi is very, very clear. And I had a chance also to meet with your president in Manila a few months ago. And I was so impressed by the understanding of TB you have and your commitment. And as a speaker, you know, you are in charge of the oversight. You decide on the money. Still, you have a lot of leverage to make this happen. That's why I can see the political commitment also in you, which is very important. So I think with the political commitment, which she said also the vision, I think we can make progress. But there should be both national. The most important is actually at the country level, and of course at the global also with a changed mindset. TB can be challenged now. We have to be honest. All that it takes, it's doing it, as Madam said, the implementation which is not done with real commitment. But we have really what it takes. And we have shown it with COVID. Of course, in equity, again, there was a problem. Accelerated development, it was really historic. So for TB, which we know very well, TB well known, I think it's possible to make significant progress. Thank you. Dr. Tedros, on the vaccine issue specifically, obviously some of the breakthroughs that happened around COVID-19 were really these partnerships of government and private sector, and just the accelerant of the development, basically. And would you tell us just a little bit at this stage where the state of TB vaccines are, and what would really be needed to create that acceleration of the process beyond political will? I mean, what are the holdbacks? Is it they're not getting pushed forward? The science is lacking. What is needed the most to make progress on the vaccines? Yeah. So we have now 16 candidates under development. Many of these vaccines, by the way, were the candidates before even COVID. And the difference between COVID and
the 16 candidates is the whole world focused on really finding a solution for COVID. So it accelerated the development of the COVID vaccines, while TB that started decades ago, some of them are lagging behind. We have the BCG, which is 100 years old, 100 years. That's it. So what's now needed is the renewed commitment, real one, really action with a sense of urgency, believing that we can do it. It can be done. If it was done for COVID, there is no reason that it cannot be done for this. And we have a lot of information on the 16 candidates already. And we said for COVID, accelerate, so we can accelerate this one too. And countries, high burden countries, can take the lead, by the way. Thank you so much for your candor. I mean, the solution comes from being candid. In some countries, by the way, when even they have high burden, they don't want to say it. And I was very glad to say, okay, back, even the current situation in your country is back to the level that you received it as president. I think that leadership, candid leadership, commitment is very, very important, meaning the government side. And of course, to accelerate, not only government, you will need the health agencies. I think some of us are here, academia, the private sector, the civil society, all of us together, like we did for COVID. If we can use the lessons that we have learned there to accelerate, it's doable. And now there is a proposal to establish, some call it a accelerator council, or can be given any other name, but that can help in accelerating the vaccine development. And we have Philippines and India here. India especially, we are fortunate since they are the G20 president, the current. I think your leadership, as you have said, as you have shown now, and I know Prime Minister Modi's commitment, if we can use the opportunity of India G20 president, I think we can make good progress even this year. But we need to install this team, have everybody that can contribute come to the tent and give its best to accelerate and make progress. But the involvement of all these players will be very, very important. Bom še enkrat povedal tista dva stavka. Namreč vsak drugače dojame in sliši vsebino, ki jo je sporočil Tedros. 3 stvari sem jaz opazil, sicer več, ampak te 3 stvari so zelo močne. Politična zaveza, kjer pridejo politiki tja v Davos z letali, predstavniki ljudstva, ki so izvoljeni demokratično, ki predstavljajo narod, oni pridejo tja zasebno in na zasebni partiji, na zasebnem sestanku naredi zavezo, da bo svojemu narodu ponudil cepiva, ki ubijajo, in mu potem to ponudil na tak način, po IHR metodi, ne glede na to, če bodo ljudje umirali ali ne. To je politična zaveza. In zdaj se pri nas politiki tudi zavezujejo tam v državnem zboru, kot smo že rekli. Druga stvar, če ste slišali, ko se je zahvalil predsednici za Kondorja. Takrat je izrekel: hvala, ker ste mi s Kondorjem sporočili, da imate hibridno državo. Ne vem, če se zavedate, kaj to pomeni. Poslušajte me dobro. Hibridno državo. Hibridna država pomeni država v državi. Da imaš normalno življenje in lahko v trenutku aktivirajo vzvode, ki so v sporedni državi in tebe prisilijo in uničijo. To je kot Kitajska. Glejte, Kitajska brli, živi, potem pride pa ta hibridni del, ko on sam na knof stisne in se čist zasuče, se druge strukture zbudijo in nadvladajo normalno življenje in ne moreš niti iz svojega stanovanja, se boge Kitajce v blokih v stanovanje zaklepali. Zato, ker je tisti hišnik, ki je v bloku, se je zaktiviral in je postal policaj. In je vsaka vrata kontroliral. In to so posebne, to so hibridne države, ampak nekatere države o tem govorijo, nekatere pa ne. In se je zahvalil, je rekel, če bi mi več držav to povedali, bi mi zdaj že čist drugače seveda živeli.
Potem imamo pa še tretjo stvar, ki sem jo opazil, kako je predstavil cepiva. Cepiva je predstavil tako, da se tuberkuloza da ozdraviti, ampak v podtonu je povedal samo, če vzameš cepivo. Če imaš tuberkulozo, jo ozdraviš samo, če vzameš cepivo. To je v podtonu povedal. To se pravi odličen prodajalec in tukaj v Davosu direktor Svetovne zdravstvene organizacije nima kaj iskati. Zato, ker to je gospodarski forum. On je pa zdravstveni. A veste, da si ta pooblastila ljudje sploh ne vejo več, kdo ima zakaj kakšno pooblastilo in kam v kjer sektor spada. Ta človek tukaj sploh ne bi smel. Se pravi, če je prišel sem, boste videli, zakaj je prišel, ker vam bom pokazal njegov prodajni katalog. On je prišel sem med državnike in je prinesel katalog, torej tole, in je tukaj, tudi če ste bili pozorni, napovedal načrt za ustanovitev sveta za pospeševanje, če ste prebrali vmes, cepljenja proti TB. To je četrta stvar. On je tukaj ustanovil svet za pospeševanje cepljenja tuberkuloze. Če ste razumeli, kaj sem, to bo pospešena prodaja. In je omenil Indijo, ki zdaj pač ima G20 čez, ki so v predsedstvu in tam to bi šlo. Negativni vpliv pandemije COVID-19 na storitve za tuberkulozo je močno izpostavil prizadevanje za nova cepiva. Ta nova cepiva, smo rekli, bo imela vsebino COVID-a, ampak jih bodo prodajali pa kot za tuberkulozo. Na srečanju je pač povedal načrte za ustanovitev tega sveta in to je za pospeševanje cepljenja proti tuberkulozi. In kaj piše? Da so sestavine, ki pospešujejo znanost, raziskave in inovacije enake. Sestavine so enake, inovacije so enake, samo bolezen se bo zamenjala, ko bodo to dali. To se pravi, to je, gledajte, gor 17. januar. No, ampak on je prišel v bistvu sem s katalogom. Glejte, primer naložbe v nova cepiva, 8. december, on je vedel, kdaj bo Davos. In ta, glejte, kdaj je datirano, 8. december 2022. In ta dokument povzema rezultate predloga za ovrednotenje novih cepiv proti tuberkulozi. Hitro so se mogli nekaj novega spomniti, zato ker, glejte, ljudje umirajo po svetu in to je zdaj katastrofa. COVID ne bo šel več skozi, ne. In naši se pa še kar grejo COVID. Slovenija, ne vem, noben nič ne bere, nima nobenih informacij, a jih mora res civilna družba opozarjati na to. A ni to žalostno? A ni žalostno? Jaz bi rajši, vam povem, domov popoldne spal, kakor pa cele dneve tle študiral, ampak mi je v interesu, zato ker ne želim, da kri moje krvi doleti to, kar je doletel nas v tem kratkem času, da se to še kdaj ne zgodi. In naša beseda odmeva daleč naokoli. Ne da bi vedel, ampak sem dobil informacijo in sem rekel, ok, super, hvala Bogu. V besedi je moč, tako kot oni rečejo, bodi pandemija in je pandemija, tako mi rečemo, to je laž in prevara in ne morejo naprej. Zapomnite si moč besede, moč sporočila in to, kar delamo nocoj, je izjemno pomembno, ker Tedrosu sporočam, dragi Tedros, ti si en velik lopov, baraba, akviziter, ki prideš v Davos in prodajaš svoje injekcije, namesto da bi skrbel za zdravje ljudi. Kako izgleda prodajni katalog, vam bom zdaj le povedal. Evo, na začetku, čeprav je tuberkulozo mogoče preprečiti in zdraviti, ostaja eden glavnih vzrokov smrti zaradi povzročitve okužbe. Najprej pod 1. Rešujemo življenja s cepivi, koliko milijard, koliko milijonov, komu in kaj, da se v to ne poglabljamo. Antimikrobiološka odpornost s cepivi, zdaj pa pogledajte, koliko milijonov, bilijonov, komu in kaj. Cepiva so lahko poceni in seveda prihraniš veliko denarja, ljudje božji, kupite cepiva in boste prihranili, evo, $1 invested, dobiš jih pa 7 nazaj. Investicije, ki se povrnejo, da ne govorimo o milijonih in bilijonih, tukaj so jih tako zrisali. Mi smo rekviziti za njih, na katerih nas služijo. In ta COVID je bil izrazito to. Globalno, kako to vse izračunajo in to je vse v tem katalogu. Še kar, lejte, trilijone in potem na koncu zaščitena slika
Evo, globalna strategija WHO se o integriranih zdravstvenih storitvah, osredotočenih na ljudi, dokler ne dobiš šusa v roko. Cepite se, je rentabilno. Država bo zaslužila. Vi pa boste zboleli, Bog ne daj umrli. A še preden boste umrli, boste 20 let aktivna stranka farmacevtske družbe, ki bo izpila zadnjo kapljo vaše krvi ali zadnji evro iz vaše družine. Srčna hvala za pozornost. Vam pa povem samo še na koncu tole. Vsakemu, ki je povezan z Svetovnim gospodarskim forumom, ni več mogoče zaupati. Poleg tega, da so povsem nepomembni, irelevantni, brez duše, ti ljudje ne morejo rešiti nobenega od strukturnih problemov, ker samo govorijo in govoričijo. Vse namest njih delajo zdravniki, policija in drugi uradniki. Teh milijarderskih sanj o globalizaciji in njihovi veliki ponastavitvi je zdaj zares konec. Konec! Vse se je na 23 Davos pokazalo. Vse, kar morajo storiti, je to, da priznajo, da odstopijo. Happy end, dragi moji.